Danes v Pomurskem dnevniku. Proslava ob kulturnem prazniku. Rekordni obisk Expana. Ni naroda brez kulture. Projekti participativnega proračuna. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi v občini Moravske Toplice so pripravili osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in na ta način počastili jezik, književnost ter narod. Letošnja prireditev se je odvijala na osnovni šoli Fokovci. 8. februarja smo Slovenci praznovali kulturni praznik, ob katerem se spomnimo pregovorno največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Hkrati pa bodimo zavedanje, kako pomembna je kultura tako za posameznika kot narod. Na ta dan se podeljujejo nagrade za vrhunske dosežke na področju umetnosti. Čisto prva proslava je sicer potekala leta 1941, ko so praznik slavili 7. februarja. Ta dan so počastili tudi v občini Moravske Toplice. Občina vsako leto srednjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku pripravi v sodelovanju z eno od osnovnih šol, saj se jim zdi medsebojno sodelovanje pomembno. Tokratna postojanka je bila osnovna šola Fokovci. Program na prireditvi, ki se je odvijala na predpraznični dan, so obogatili učenci šole in učitelji. Tokratna slavnostna govornica pa je bila pomurska svetnica v državnem svetu Jasmina Opec-Vrš, ki je med drugim povzela, kaj vse predstavlja 8. februar, izpostavila pa je tudi pomembnost in polnost prekmurščine oziroma maternega jezika. Izjemno hvaležni moramo biti vsem našim prednikom, ki so se borili, da se je prekmurščina ohranila na našem prostoru, in vsem ustvarjalcem, ki so jo vtkali v svoja dela. Ponosni moramo biti na jezik, v kateri so nas starši prvič nagovorili, nas o njem vzgajali. Prekmurščino moramo ohranjati in zanjo skrbeti, ker na ta način ohranjamo našo kulturo, identiteto, našo bit, našo skupnost. In kako je potekala prireditev? Bil je izziv predvsem za nas, ki smo po dolgem času stali na odru in seveda obenem občudujemo učence, ki se spustijo v tako dogodivščino vsake toliko časa, pa jih dejansko prisilimo v to. Mislim, da je danes bil zelo lep dan, zelo lepa proslava. Poklonili smo se naši prekmurščini. Tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je spregovoril o kulturi. Kultura v najširšem smislu za nas pomeni tudi način življenja, naša oblika življenja, ki ga morda včasih premalo cenimo. Se Slovenci dovolj zavedamo pomena praznika? Tekmi v tem globaliziranem svetu mnogokrat raje prenašamo neke tuje vzglede, recimo kot smo pred dnevom mrtvih prinesli v Slovenijo noč čarovnic, pa še kaj je takega, kar seveda ni najboljše za naš obstoj kot naroda, nacije. Naučiti se bomo morali živeti tudi kulturo bivanja, kulturo življenja na širše, na splošno. Če dalje bolj opaženo iz leta v leto, da mislim, da se Slovenci če dalje bolj zavedamo pomena tega praznika, kaj nam kultura pomeni, da je zelo pomembno, da jo spoštujemo, da jo negujemo. Prešeren je za naš narod pomemben zato, ker je bil prvi slovenski avtor, ki se po kakovosti pisane besede lahko kosal z velikani evropske književnosti. Na ta način pa je na višjo raven povzdignil tudi slovenski jezik in kulturo nasploh. Expano je prav gotovo zgodba, ki je pritegnila mnoge obiskovalce, obenem pa vplivala na poslovanje regijskih ponudnikov. Prav tako pa je v minulem letu zabeležila rekordno zanimanje domačih gostov in tistih iz širše Slovenije. Razvojni center Murska Sobota že od leta 2019 upravlja regijski promocijski center Expano. V tem času pa so sporočili, so deležni mnogih pozitivnih odzivov. Obiskalo jih je že več kot 76.000 ljudi. V tem času pa so prejeli tudi priznanje Sejalec 2020, posebno nagrado Turistične zveze Slovenije in postali Slovenia Green Attraction. Leto 2022 pa je bilo rekordno v obisku, kajti interaktivni doživljajski park je obiskalo skoraj 23.000 obiskovalcev, kar predstavlja 10% rast v primerjavi s predhodnim letom. Številka pa kaže tudi na kar 30% večji obisk kot leta 2019. Rekorde pa podira tudi obisk Soboškega jezera, saj naj bi v lokaciji v minulem letu obiskalo kar 85.000 obiskovalcev.
Prevladujejo individualni gostje, a se število organiziranih skupin povečuje. Slovenski gostje predstavljajo 96% obiskovalcev. Expano ponuja spoznavanje Pomurja na izviren način, kajti obiskovalci lahko s pomočjo sodobnih tehnologij doživijo edinstvenost regije. In cilj? S pomočjo produkta turiste razposlati po Pomurju ter jim na ta način ponuditi edinstvena in vrhunska doživetja. Predsednica republike je skupaj s soprogom gostila svečano kosilo, prirejeno v čast letošnjim Prešernovim nagrajencem. Garda Slovenske vojske pa je v imenu predsednice položila venec k Prešernovemu spomeniku v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in soprog sta včeraj na slovenski kulturni praznik v čast vsem letošnjim dobitnikom Prešernove nagrade na gradu Brdo priredila slavnostno kosilo. Letošnja velika Prešernova nagrajenca sta umetnica Ema Kugler in slovenski akademski slikar Herman Gvarjančič. Nagrajenci Prešernovega sklada pa so pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadijev, akademski slikar Nikolaj Ber, režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor. Predsednica je nagrajencem namenila nekaj besed. Vsakič, ko opazim ustvarjalnost, se me ta dotakne. In takrat se zavedam, kako zelo je ta vaša ustvarjalnost seveda pomembna za vsakega posameznika. Prepričana sem seveda, da najprej za vas, ker morate uživati v tem, kar počnete. In je seveda pomemben za narod. Ni naroda brez kulture in kultura je tista punčica našega očesa, ki jo je treba spoštovati, negovati, predvsem pa ceniti. Jožef Muhovič, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, je v umetnosti dejal, da pomeni zgostitev človekove potrebe za intenzivnim doživljanjem sveta v sebi in sebe v svetu. To je pomembno, ker ima zgoščen odnos do sebe in sveta za človeka na vseh področjih velik potencial. Potencial, da vitalizira domišljijo, doživljanje in vrednostno orientacijo. To pa je nadvse pomembno. Dopoldne je v počastitev praznika Garda Slovenske vojske v imenu predsednice položila venec k Prešernovemu spomeniku na Prešernovem trgu v centru Ljubljane. Občani so v pričetku leta lahko glasovali za projekte, ki bodo vključeni v participativni proračun za leto 2023. In kateri projekti so poželi največ zanimanja? V iztekajočem delu lanskega leta je bil podan javni poziv k oddaji predlogov projektov participativnega proračuna za leto 2023. Do 9. decembra jih je bilo na mizi 13. Ker je skupna vrednost predlogov presegala vrednost dodeljenih sredstev, so lahko občani sami izbrali svoje favorite, ki bodo v prihodnje zaživeli v občini. Glasovanje je potekalo do 15. januarja, občani pa so lahko svoj glas namenili 3 predlogom. In kateri so tisti projekti, ki so prejeli največ glasov? Največ zanimanja so poželi naslednji. Finančno najvišje ovrednoten pod krošnjami je ocenjen na 25 000 evrov in lociran pri osnovni šoli 3. Sledi skoraj 15 000 evrov vreden projekt obnove gasilskega stolpa v Bakovcih, kot tretje po številu glasov pa je več kot 24 500 evrov vredno pokrito kegljišče na Vrvici v Krogu. Občani pa so izglasovali tudi posodobitev balinišča in nujnih sanitarij na ŠRC Bakovci, nakup defibrilatorja, ki bi ga montirali v Kupšincih, ter pasji park za male kužke v mestnem parku Murska Sobota ali na lokaciji pri Expanu. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli jasen dan in okrog 1 stopinjo Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 2, ravno toliko tudi v Radencih. Medtem ko je bila v Murski Soboti ničla, v Lendavi pa -1 stopinja Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -13 do -7, na Goriškem in obmorju okoli -3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -8, dnevne do 7 stopinj. V soboto bo zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, popoldne pa večinoma pretežno jasno. V nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pretežno oblačno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do 2, čez dan pa od 8 do 10 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju
pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.